Živjo, kako ste danes? Jaz sem imela danes namen snemati v bistvu teorije zarote o baronu Trumpu oziroma o sinu od ameriškega predsednika in naše Melanije, ampak sem prišla domov iz službe, se usedla, prižgala računalnik, sem jedla zraven mojo tunino solato in sem začela videe gledati in so se mi začeli videi vrteti od Instagrama. Teorije zarote, pa misterije, pa magari duhovi, pa teorije zarote o baronu Trumpu bo valjda nekaj zanimivega, nekdo bo nekaj ven potegnil, bo začel razmišljati in bo klopil možgane. Pa sem pa videla te video o Instagramu, kaj danes Instagram počne, kaj se dogaja na Instagramu in so se mi vklopili možgani na drug način, v smislu, to je tudi pomemben. To je pomemben, ker je toliko ogromen del naše dejanskosti, našega vsakdana. Ne moram govoriti za vse, definitivno lahko govorim za mlade in definitivno lahko govorim za večino mladih in nas, ki smo tako imenovani influencerji. Ampak danes ne bom govorila o Instagramu toliko na široko, to lahko drugič, če boste želeli in če vas bo ta video zanimal. Danes bomo govorili o fake Instagram profilih in o fake Instagram modelih. Ena youtuberka je opozorila na profil na Instagramu beauty.false. Tukaj zraven boste imeli screenshot, ki ga kar delam, in si poglejmo, kakšne stvari se objavljajo, kakšne slike modeli objavljajo in kakšni so ti modeli v resnici. Torej, prvi primer je Tena Mongeau, ne vem, ko se njen priimek izgovori, ker je ful čuden, ampak jo spremljam kot youtuberko, ker je ful šokantna ves čas, ampak sem tudi velikokrat občudovala njen telo na Instagramu in sem slučajno videla, da je ona tudi objavila na tej spletni strani in te slike so en res dober primer. Se sprašuješ, je to na drugi sliki oziroma na tej ta pravi sliki sploh res? Ker je res velika razlika in pač, če ona toliko preuredi slike in se toliko popravi, v bistvu, koliko ne bi bolj izgledala, moraš biti že res predrzen, da si upaš toliko spremeniti svoje telo na Instagramu, tako bom rekla. Slike so res huge in meni osebno, če bi to počela na sebi, bi bilo pa res strah, da bi me ljudi videli v živo in da bi videli nekaj čez drugega in bi bilo ves čas pod stresom. Ampak enim to verjamem, da ni težko. Niti približno nočem šejati teh ljudi. Lahko imajo svoje psihične probleme, lahko preprosto to delajo zaradi biznisa. Instagram je totalen biznis in pač preprosto to počne zaradi tega, da še vedno si lep in privlačen in nekako lepota vzbuja zaupanje pri ljudeh in to je enako biznis, je denar in valjda se boš probal v najboljši luči pokazati, tako kot ti, če nisi na Instagramu, si verjetno na Facebooku ali pa vsaj nekje, oziroma človek ima to nagnjenje, da želi vedno izpadati čim boljš, kakor lahko, samo da je to včasih v ekstremu in kakor vidite tle Teno, je pač res tak ekstrem, ki se moramo zavedati, da tako v resnici ni. Ok, drug primer je Kristen Hencher. Ne poznam jo osebno, tako da nimam pojma, kako naj bi izgledala, ampak tukaj je primer, koliko popolna zgleda na levi sliki, tudi tisto, ki je Facetune, ki ga uporabljajo, oziroma jaz vam bom kasneje pokazala, kako sebe popravim, oziroma kako se photoshopiram, ampak jaz res imam fobijo pred tem, da bi izgledala na slikah čisto drugače kot v živo ali pa takole na videu, ki dejansko približno vidite, kako izgledam. Enim pač preprosto pretehta in reče, vse mi je, bom se naredil veliko boljšega in vidite tudi na desni sliki je noro lušna punca, ampak je realen človek. Če bo srečen v ulici, bi rekel, wow, ful lepa, ampak ni pa tista perfekcija nerealna, da bi mogel misliti, da je nemogoče, da obstaja. Isto na tej drugi sliki, spet noro lušna punca, ki se pač zavedaš, da je noro urejena, velik dan nase, možno, da so, velika verjetnost, da so joške umetne, ampak še zmer to na levi sliki je pa tisto, ker sem mislila, da če bi videl v živo, bi padel cele perfekcije, ker tega verjetno noben še ni v živo videl, če pa je redek pojav. V tem primeru tudi tista ženska tukaj zelenimi lasmi se vidi, da je delček nekega videa ali pa storija in ful lušna, ful fit, lepa, ampak spet drugačna postava na levi sliki, izraziti boki, joške, vozak pas, na desni suhica, ki je fit. Ok, zdaj pa en mečkam bolj srhljiv primer in sicer tale punca. Ekstrem, ampak razume, zakaj to naredijo, če bo šla ta druga slika v tisk ali pa da bo šla ta druga slika za
tvoj Instagram, ker boš s tem služil, recimo, da je to ad za kopalke. Žalostno pri tem je, kako to vpliva na nas in na mlade punce in na njihove možgane. Se mi pa zdi, da tak trend, ko vidimo na tej sliki, nekaj najbolj tipičnega, kar so ustvarile Kardashianke oziroma cela ta skupina teh žensk, nimam pojma, odkje izvirajo, nimam pojma, še vedno je to ista družina ali ne, ampak one so ustvarile ta trend ogromnih bokov, ozkega pasu, gromozanskih jošk in tega make-upa, ki ga ima dobesedno zdaj na sebi vsaka ženska. Evo, primer nasleden, spet na prvi. Ok, to je spet ekstrem, Jesus Christ, to ni ista ženska. Levo, noro lušna, desno, kot da bi združil iz leve lep spoden del, pač prsti in pa je dodal ful lušno glavo, ki niti ni njena, ki pripada ji. Na naslednji sliki tudi se vidi, da je to en model, ki je na nek način punca znana, nimam pojma spet kdo je, ampak na levi naredila vse, da bo za Instagram popolna, čeprav na desni realno je nekaj čist popolnoma drugega. Tako da jaz upam, da ste se iz teh par slik naučili, da ne popolnoma zaupati Instagramu. Jaz se vedno, ampak res vedno vtaknem svoje slike, nikdar jo ne bom objavila, brez da bi vsaj svetlobo popravila. Velikrat naredim res samo to, ampak zdaj, ko me blebetala, boste imeli zraven video. Zdaj, tukaj primer imate levo, kako bi šla jaz se z lahkoto lotiti urejati svoj telo v enem programu. Airbrush se mi zdi, ki ga imam naloženega na telefon in dobesedno v parih minutah lahko spremeniš toliko stvari. Mogoče so tukaj videli ful nerodno in vem kaj, ker se res nisem poglabljala, ampak to je dobesedno, mislim, da v 2 minutah, koliko se da telo spremeniti, koliko se da, ne narobe razumeti, da bi jaz to kadarkoli objavila, ker si ne bi bilo podobno, oziroma saj telo ne, ker pač nimam takega telesa, to je un kind of Kardashian telo, mogoče malo premalo blin še vedno, ampak jaz taka nisem in nikdar ne imela srca tega objaviti, ker bi imela feeling, da lažem vse po vrst. Plus bi me bilo res strah, da bi me v živo videli, pa bi bili si tako, what, and that's not her. Veliko vem, da vas obvlada te programe, veliko vem, da vas ima te programe, epe, vse živo. Jaz imam Photoshop, recimo, da dokaj obvladam Photoshop in se mi niti ne ljubi več tam nič urejati, ker se da vse na telefonu narediti. Zdaj dobiš vrhunsko sliko, ker itak pikseli pa dobra svetloba, danes ti ponudijo že nekaj res dobrega, pa daš pa v en app, mogoče ti že, ne vem, že nek magic klikneš in ti kar avtomatično preobraz sliko. In najhujše pri temu airbrushu, ki ga imam, jaz odkar ga imam, vidite recimo zdaj na tej sliki, ki se gre pa samo za obraz in ki samo klikneš na ta magic, da ti samostojno spremeni mečkan vse na boljšo in svetlobo, akne, whatever ti zgledi kožo in dejansko meni še mečkano obraz le zoži. In recimo, da jaz ne bi pomislila, da mi mora to narediti, ne bi pomislila, da je kaj narobe s tem, da imam tle tako kost in mi avtomatično zož pač čeljust in poveča oči. In pomože si zmanjša nos, čeprav to malokrat, ampak to bi prej jaz sebi naredila. In potem še spremeni svetlobo in na koncu dobiš 2 čisto različni sliki, mislim, čisto različni. Imam srca to urejati, ker vem, da sem v živo, pa je drug človek in tega res nočem. Jaz hočem, da me ljudje v živo vidijo, pa rečejo, to je punca, ki se me navajam z Instagrama in ko me vidijo, hočem, da vejo, da sem to jaz, ker drugače bi se počutila ki največji dajalec. Šlo bi razumeti, obstajajo posamezniki, pa ne da jih je malo, veliko je takih res čudovitih, lepih ljudi, ki so dejansko v živo krasni. Ampak jaz ta video delam zaradi tistih, ki so popolnoma drugačni slikah in zaradi tega nam dajo občutek, koliko smo mi preslabi, koliko se moramo spremeniti, koliko moramo ustance povečati. Danes je fenomen povečanja ustanc ratov tako, da greš k frizerju. Nekoč je ta marketing bil namenjen pomlajevanju, da zgleda skozi boljši, da zgleda skozi lepši, mlajši, starejšim ženskam. Ampak to se zdaj, ta maja se ful spušča in se spušča toliko, da pride do 12-13 letanc. Ajde, 15, zihar že 16, da že jaz sem bila takrat čisto pod vplivom, moram biti taka, moram tis, moram večje joške, zakaj jih še ni, preveč draguščka, zakaj češ kopalke kjerkoli kaj čez gleda, bog ne da kaj špeha in zdaj si tak trend čisto spremenil in moraš imeti take joške in tak pas in spet take boke in tako rit od strani in ja, če tega nimaš avtomatično, ker ti vsak dan v glavo mečejo, da moraš tak biti. Mogoče si zdaj starejši mislite, ko gledate ta video, kako hudiča sploh nabija, ne biti gor na Instagramu, ne biti na Facebooku, ne gledati teh stvari. Ampak če je to nekak del tvojega življenja, sploh določenih nas, ki smo sposobni s tem, ne vem, kaj zaslužiti, da imamo s tem mogoče celo neko kariero ali pa da se iz tega razvije neka kariera in če tukaj vidiš odskočno dečsko ali pa samo za tistih preprosto tam preživijo par ur na dan ali pa uro na dan ali pa par minut na dan, res ti pride v krit, kot jutranja kava in rada del tvojega življenja in ne moreš to kar pomesti pod prag.
In če se enkrat zavedaš tega, da te obdaja to in misliš, da ta perfekcija obstaja, pač vpliva na te. In tle ne moreš veliko narediti in včasih vpliva na mlade zelo slabo. Ok, jaz sem naredila ta video izključno zaradi tega, ker jaz včasih res slabo počutim glede sebe. Imam obdobje, ko sem si po leto ful všeč, vse je super, vse je cool, zdrava sem, srečna sem. Pa pride obdobje, ko sem jaz koza neumna, se začnem misliti, to je narobe, ti si narobe, pa tle je preveč, pa tem je premalo. In sovražam to, ker ni fair, ker imam vse in ker pač bi se mogla popolnoma spoštovati že sem zato, ker je vse ok z mano in lahko tiste detajle spremenim kadarkoli hočem, brez da smelim sama sebe. In hočem, da tudi vi veste, vsi, ki ste zdravi, vsi, ki ste cool, vsi, ki ste dokaj fit, vsi, ki normalno jeste, da pač je vse super in boste veseli in uživajte življenje in delajte na svojemu karakterju in ne fucking delati na podlagi teh slik, ki jih vidite, ker so itak večinoma fake. Ok? To sem hotela danes povedati. Upam, da ste uživali, če vam je všeč tak stil videa, jih bom naredila še več, ker teh sodobnih problemov je veliko in jih ne moramo pospravljati pod kavč. Niso to problemi millennialsov, to je pač naša realnost in sedanjost in tukaj gor poteka danes marketing, biznis, te stvari so danes tako kukar včasih revije ali pa telefon na žajo. Anyways, uživajte, radi se imejte, sem Lenka, čau!